Novo leto ima posebno moč. Proti koncu decembra se večini ljudi odpre isti občutek, kot da se v notranjosti pojavi stavek: dovolj je, čas je za spremembo. In potem pride januar, človek si reče: letos pa res, letos bom več telovadil, bolj poskrbel za spanje, bolj uredil odnose, manj časa izgubil na telefonu. Že sama izrečena obljuba prinese mir, ker ustvari občutek smeri. Januar se nadaljuje, tempo, utrujenost, težki dnevi, temni dnevi, oblačnost, realnost in čez nekaj tednov se ustavimo. Zakaj? Obljubo oblikuje zavest, izvedbo pa nosi telo. Zavest je mojster slike prihodnosti in v nekaj minutah sestavi film, kako bo čez 3 mesece vse bolj urejeno. Telo pa živi v sedanjosti, telo živi v napetosti, utrujenosti, bolečini, strahu, navadi in varčevanju z energijo. Ko zavest postavi korak, ki preseže telesno kapaciteto, se pojavi odpor. Odpor se pokaže kot teža, odlašanje, izgovori, padec energije, razdržljivost ali pa tudi kot kratke zagretosti, ki se hitro izčrpajo. To je regulacija telesa, to je informacija o tem, kje je tvoj sistem danes. V AIQ jeziku govorimo o senzorno-motorični čustveni zrelosti. To je sposobnost, da začutiš sebe in ostaneš v stiku, predvsem takrat, ko postane neprijetno. Temeljni pogoj, da se ta zrelost dvigne, je nižanje senzorno-motorične zastrtosti. Zastrtost loči zavest od telesa, zavest potem odloča iz ideje, telo pa nosi posledice. Ko zastrtost pada, telo začne pošiljati bolj jasne informacije, koliko napetosti že nosiš, kakšen je tvoj notranji tempo, koliko energije imaš, koliko spremembe prenese tvoj živčni sistem, da ostane stabilen. In ravno to ti omogoči, da postaviš največji možni korak, ki je za telo še sprejemljiv. Ta korak je ravno dovolj velik, da ga prenese in ravno dovolj majhen, da ostane v sodelovanju. Ko odločitev prepusti zavesti, ki je od telesa ločena zaradi zastrtosti, pa zavest izbere prevelik korak. Telo pa logično odgovori z močnim odporom, ki pomeni, da energija pade, volja se pa prehitro izprazni. Človek tako zdrsne iz obljube. Ko zastrtost pada, se obljube spremenijo, postanejo manjše, bolj realne, bolj izvedljive in tu se rodi stabilnost. Stabilnost gradi vzorec, vzorec ostane. Obljuba prinese smer, vzorec prinese spremembo, ki traja. Zato v AIQ pristopu začne z mostom. Najprej stik, potem odločitev. Z AIQ vajo vedno bolje izbereš najmanjši korak, ob katerem tvoj ostane miren in telo ostane prisotno. Ta korak ponoviš vsak dan, tudi na slab dan, ker ravno slab dan gradi novo avtomatiko. Tako se podzavest spreminja skozi izkušnjo, da je sprememba varna. In ko je varna, se odpor zmanjša, energija se sprosti, sprememba pa postane posledica reda. Novo leto tako postane začetek prakse in ko se telo in zavest usklajujeta, se sprememba zgodi in vedno bolj ostane. Če želiš ta proces še bolj natančno razumeti in ga postaviti v prakso na AIQ način, boš več o tem slišal in čutil na 2-urnem predavanju, ki vključuje vodenje AIQ vaje z naslovom Zakaj novoletne obljube ne držijo oziroma ne zdržijo.